Skoraj polovica slovenskih študentov mora delati, zato da si sploh lahko privošči študij, je pokazala nedavna mednarodna raziskava. Na drugi strani pa študentske organizacije, ki se financirajo predvsem iz študentskega dela, letno razpolagajo z 11 milijoni evrov. A se z izgovorom o avtonomiji študentskega delovanja izogibajo nadzoru Računskega sodišča, Komisije za preprečevanje korupcije in pravilom javnega naročanja. Vodilni funkcionarji si izplačujejo plače, višje celo od plače generalnega sekretarja vlade. Bo to uredil nov predlog zakona o skupnosti študentov? Anja Šter. 11 milijonov evrov javnega denarja. Toliko letno prejme Študentska organizacija Slovenije in njene članice, organizacija univerz v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem ter organizacije lokalnih skupnosti. ŠOS prejme letno več denarja kot vse parlamentarne politične stranke skupaj. No, kljub temu je pa socialni položaj študentov, bomo rekli, iz leta v leto slabši. To potrjuje tudi nedavno objavljena mednarodna raziskava Euroštudent o življenju študentov v 28 evropskih državah. Več kot tretjina slovenskih študentov se spopada z resnimi ali zelo resnimi finančnimi težavami. Skoraj polovica si študija brez dela ne bi mogla privoščiti. Delaš preko študentskega servisa? Ja, enkrat, dvakrat na teden. Delam nekaj za sprotje. Ja, kot receptor v hotelu v Ljubljani. Štipendija ni čisto dovolj, je fajn še malo delati prek servisa. Delam preko študentskega servisa, ja, v kavarni. Delam zaradi izkušenj in delam tudi, da si poplačam stroške bivanja v Ljubljani. Zato, da si lahko kaj privoščim tega za sebe. In prav študentsko delo je glavni vir financiranja Študentske organizacije Slovenije. Ta namreč prejme 3,8% od njihovega dela, letno okoli 10 milijonov evrov. 1,5 milijona neposredno doda še država. V skladu s študentsko ustavo bo ŠOS tako letos prejel okoli 540 tisoč evrov, ljubljanska organizacija 3,6 milijona, mariborska 2,4 milijona, primorska pa slab 1 milijon evrov. Študentski klubi bodo skupno prejeli dobre 3 milijone, Zveza Škis pa 200 tisoč evrov. Kljub temu, da gre za javni denar, pa organizacije same odločijo, komu in zakaj ga bodo namenile. Oni so si najdeli sistem, kako sami sebe financirati in da pač iz tega ven dobivati profit. To, da je to denar študentov, ki so trdo delali za njega, pač očitno nikomur mar. To potrjujejo tudi plače vodilnih v študentskih organizacijah. Direktor mariborske organizacije, 47-letni Drago Žura, ki je na tej funkciji že 5. mandat, 19 let, mesečno prejme 4840 evrov bruto, kar je več kot izhodiščna plača javnega uslužbenca v 62. plačnem razredu, kamor denimo sodijo generalni sekretar vlade, podpredsednik Vrhovnega sodišča ali državnega zbora. Še lani oktobra je Žura po izobrazbi organizator dela prejemal plačo 6850 evrov bruto. Vam ne zdi to tudi sporno, da ste v bistvu še vedno na funkciji neke študentske organizacije, kjer naj bi predstavljala študente? In študente predstavljajo študentje, jaz pa upravljam izključno strokovno funkcijo vodenja strokovnih služb, da smo podpora študentom pri njihovih odločitvah. V strokovnih službah je poleg Žure zaposlenih še 18 ljudi. Skupno prejmejo več kot 700 tisoč evrov, skoraj tretjino denarja, ki ga letno prejme mariborska študentska organizacija. Pokrivajo strokovne zadeve od računovodstva, pravna služba, generalni sekretar, direktor, služba za performance, za odnose z javnostjo, skratka cel ta aparat. Tudi vodilni v krovni študentski organizaciji ne zaostajajo za svojimi mariborskimi kolegi. Generalni sekretar ŠOS-a mesečno prejme 3400 evrov bruto, ostalih 5 zaposlenih pa v povprečju 1800 evrov. Plačni razredi celo lahko presegajo morda plačne razrede direktorja kakšne največje slovenske bolnišnice ali pa celo kakšnega ministrstva in tako naprej. To bo verjetno treba nekoliko prevrednotiti. Direktor ljubljanske organizacije Andrej Klasinski je marca lani začel svoj drugi mandat. Mesečno prejema največ, dobrih 5000 evrov bruto. Klasinc pred kamero ni želel, predsednik študentskega zbora pa plač zaposlenih ni komentiral. Kot tudi ne svetovalne pogodbe z nekdanjim študentskim funkcionarjem Andrejem Boletom, ki za pregled dokumentacije in fizično prisotnost na študentskem kampusu mesečno prejema 2000 evrov. Je bil izbran preko takih, bi lahko rekel, zelo
spornih, recimo iz zelo spornih razpisnih pogojev, pa tudi sama narava dela bi lahko bila označena za fiktivno oziroma precej sporno. Še bolj sporna pa je investicija v študentski kampus, ki od ČOV-a v Ljubljani letno prejme 650 000 evrov, skoraj 20% celotnega proračuna. Ta je septembra 2014 zemljišče in objekte odkupil od nekdanjega študentskega funkcionarja za 1,2 milijona evrov. Slednji je zgolj nekaj mesecev predtem zanje na javni dražbi odštel 3-krat manj. Na kampusu pa je zaposlitev našlo tudi 5 nekdanjih funkcionarjev ljubljanske in slovenske študentske organizacije. Direktor Bojan Kureš, sicer član Socialnih demokratov, mesečno prejema kar 3680 evrov bruto. Izjave ni želel dati. Jaz moram reči, da ta kadrovanja so se dogajale pred mano in ne poznam zgodb. Absolutno pa lahko povem, da verjetno imajo tudi zelo veliko izkušenj študentskega organiziranja, pa so mogoče potem tudi imajo največ znanja, da se s tem ukvarjajo. In ravno v tem tukaj je mogoče taka manifestacija te funkcije zavodov študentskih organizacij, ki so seveda poleg tega, da predstavljajo mehanizem recimo ali pa prikrivanja javnega denarnega toka, so seveda tudi zatočišče za same študentske funkcionarje in seveda njihove prijatelje. Zatočišče si je v 3 zavodih, ki jih sofinancira študentska organizacija na Primorskem, našel tudi njen nekdanji direktor Sebastian Kokelj, lani oktobra pravnomočno obsojen zaradi ponarejanja statuta. Obsodili so ga na 14 mesecev pogojne zaporne kazni s 3-letno preizkusno dobo. To, da Kokelj še vedno zaseda direktorske položaje v študentskih zavodih, se vodstvo organizacije na Primorskem ne zdi sporno, so napisno sporočili. Izjave niso želeli dati. To, da recimo pravnomočno obsojene osebe pač sedijo na nekih funkcijah, to je pač absolutno nedopustno. Denar pride od študentske organizacije k nekemu konkretnemu zavodu, pravzaprav se od tam naprej za njim izgubi vsaka sleta, ne? Oziroma se začnejo študentski funkcionarji sklicevati na to, da zavod kot oseba zasebnega prava enostavno ni več zavezan recimo informacijam javnega značaja, obveščanju o namenskosti porabe sredstev. Prav nejasna opredelitev pravne subjektivitete omogoča študentskim organizacijam, da si same postavljajo pravila. Zakon o skupnosti študentov iz leta 1994 namreč določa zgolj, da je študentska organizacija pravna oseba, čeprav so jo upravno, vrhovno in ustavno sodišče že opredelili kot osebo javnega prava. Nov predlog zakona, ki ga je konec februarja vložila Levica, zdaj po več kot 20 letih eksplicitno opredeljuje ŠOS kot osebo javnega prava. Torej, da se študentsko organiziranje podvrže preiskavam Računskega sodišča, Komisije za preprečevanje korupcije in določbam zakona o javnem naročanju. Mi nov predlog zakona v večini podpiramo. Želimo si transparentnosti, želimo si javnosti podatkov in tudi nadzora. Razen v izključno eni točki generalno opredelitev kot pravne osebe javnega prava. Bojimo se, da bi zapis javnopravne subjektivitete za samo študentsko organiziranje pomenil globok poseg v avtonomijo študentskega organiziranja. Da se država potem vmešava v same nadzorne, na same izvršne odbore študentskih organizacij. Ne vem, zakaj bi to okrnilo njihovo avtonomijo, ne nazadnje imamo tudi veliko neodvisnih inštitucij, če hočete, ali pa oseb javnega prava, ki nimajo nič kaj okrnjene avtonomije. Dokler se javno financiranje izvaja javno pooblastilo, je to seveda okvir, v katerem je mogoče delovati. Zdaj namreč ŠOS odloča tudi o tem, kdo lahko ustanovi študentsko organizacijo. Študenti zasebne fakultete Alma Mater Europeaj si že 8 let prizadevajo pridružiti ŠOS-u, a je ta njihovo pobudo pred dobrim mesecem dni zavrnila. Oni imajo pooblastila, da govorijo v imenu vseh študentov v Sloveniji, mi pa sploh nismo del študentske organizacije Slovenije. Se pravi, ti fantje nas zastopajo, nam se pa načrtno onemogoča participacija oziroma sploh ne moremo izraziti svojega mnenja in stališč. Zato se lahko vprašamo, komu so študentske organizacije namenjene? Študentom ali odsluženim študentskim funkcionarjem? In zakaj država že leta dopušča, da se javni denar porablja negospodarno?